No, gospod Mlakar, tukaj torej šolate mlade za poklic inštalaterja strojnih inštalacij. Kako poteka samo šolanje? Ja, res je, tu šolamo inštalaterje. Začne se po osnovni šoli, vstopijo v prvi letnik in potem zaključijo s tretjim letnikom. Vmes je pa seveda veliko teorije in prakse, zaključek seveda z zaključnim izpitom. Ampak kako to, da obstaja samo en program, tako za inštalacije vodovodnih, ogrevalnih in pa hladilnih naprav? Ali ni med njimi malo razlik? Ja, razlike so tudi podobnosti, seveda. Je pa res, da smo v Sloveniji pač majhni in zato, glede na število dijakov, ki se za ta poklic odloča, imamo en program. Je pa to tudi neka prednost, ker imajo te dijaki velik nabor znanj, to pomeni tudi velike možnosti za vključitev v delo. Kje pa se inštalaterji potem lahko zaposlijo? Mislim, da je pa to najmanjši problem. Inštalaterji se lahko zaposli ne samo kot inštalater, monter, lahko vzdržuje v podjetjih naprave, lahko je komercialist, prodajalec. Mislim, da tega je res veliko. Ko nam je vroče ali nas zebe, ko nimamo tekoče vode, se spomnimo, kako so nam potrebne te dobrine. Inštalater hladilnih, ogrevalnih in vodovodnih naprav poskrbi, da nam je v stanovanju lepo. Zna načrtovati, izdelati in vzdrževati inštalacije. Kako zelo ga potrebujemo, pa opazimo šele tedaj, ko nam inštalacije ne delujejo tako, kot bi želeli. Njegova znanja in sposobnosti nam prinesejo ugodje in veselje v naše vsakdanje življenje. Inštalater vodovodnih ali pa ogrevalnih naprav je čisto rokodelsko delo, tako da pri nas dijaki imamo velik poudarek na izobraževanje prav v praktičnem smislu, se pravi pridobivanje praktičnih znanj, tako da recimo v začetnih letnikih v glavnem se ukvarjamo s spajanjem, se pravi spajanjem različnih elementov, tukaj je seveda varenje, lotanje, lepljenje. Kasneje se pa že gremo prav vodovodne ogrevalne inštalacije, se pravi spajanje cevi. Na koncu izobraževanja morajo pa že znati po projektu, se pravi po načrtu, prebrati projekt in po temu projektu narediti neko napeljavo, bodisi vodovod, ogrevanje ali pa klimatizacijo. Kaj pa tole montirate? Kanale za distribucijo zraka. V poletnih časih bomo kupovali hladen zrak, v zimskem času pa topel in svež zrak. Ampak to je ogromna strojna inštalacija, vidim, to ni recimo za mojo hišo. Ne, za vašo hišo bi bilo to preveliko. To je za primerno tleke za tale hotel ali pa kakšne večje objekte. Za stanovanjske hiše so to prevelike zadeve. Ampak vidim, da imate kar mlade fante v ekipi, je to recimo poklic zanimiv za mlade? Ja, nekatere to veseli. In tle so delovna mesta so prosta, vsak poklic je pa tako lep, če ga z veseljem delaš. Ja, začel sem kot vajenec, seveda tam so bili stari mojstri, bile so stare šole, ki so bile takrat dobrodošle. Jaz sem potem, lahko rečem, malo nadaljeval s tem. Če lahko pripomnim k temu, da sem imel tudi željo, da se še malo bolj izpopolnim, da sem šel tudi v tujino, da sem tam videl, kako delajo, s kom delajo. Ampak vi ne montirate samo, tudi skrbite za vzdrževanje, za pravilno delovanje? Ja, tudi to, ker recimo, da sem v tej situaciji kot obrtnik, da moram skrbeti praktično za vse. Od ponudb do izvedb in potem tudi vzdrževanja. In tako da stranke, ki jih pridobim, jih pač poskušam v vseh teh elementih podprti in pa biti jim na razpolago.